Odgovarjava na vaše vprašanja. Izbrali smo 3. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Tokrat na sporedu že 28. oddaja. Danes sva z Zoranom po dolgem času ponovno pripravila Q&A session oziroma odgovarjala bova na vaša vprašanja. Zdaj, če se niste ogledali tudi prejšnje oddaje, ko sva govorila o AdWordsih oziroma AdWords oglaševanju, lahko kliknete na link, si ogledate in skočite nazaj v to oddajo. Zoran, imaš še ti kaj zapovedati? Ja, ne vem, če so ljudje opazili, da imamo malo drugačen set, malo drugačna miza, imamo stole, se lahko takole lepo vrtiva, tako da je bolj, upam, da bo bolj tako actionable, ker smo zdaj bolj tako na prstih, bom rekel. Tako da ja, evo to, the best. Se že veselim današnje oddaje. Cool. Danes bom jaz predvsem spraševal. Pripravili smo 3 vprašanja naših, kaj bi rekel, spraševalcev oziroma tisti, ki so nam zastavili vprašanje na Facebooku. Zoran bo odgovarjal, jaz ga bom pa po potrebi še kaj dopolnil. Tako da, jaz predlagam, da začnemo kar s prvim vprašanjem. Cool. Okay. Prvo vprašanje je postavil, ko sva ga izbrala, je postavil Matej. Sicer Matej vprašal: če na primer prodajaš nek izdelek, pa imaš narejeno neko pristajalno stran oziroma imaš WordPressovo stran, kje naj bi se nakupni obrazec nahajal oziroma kako nujno je, da se nakupni obrazec nahaja na pristajalni strani? Je lahko pozivni gumb CTA gumb, naprimer kupi zdaj, prevezava naprimer na zaključek nakupa, ali se je temu smiselno izogibati in imeti nakupni obrazec direktno na strani? Sprašujem zato, ker konkretno naprimer WooCommerce potrebuje vsaj 2 koraka za naročilo. To je bilo pa dolgo vprašanje, ne? Dolgo, ja, ga je treba kar malo po delih odgovoriti. Bo tudi dolg odgovor. Ja, bo dolg odgovor. Se bom potrudil čim bolj podrobno razložiti, Nejc me bo pa dopolnil, če bom kaj pozabil. Mogoče, če začnem pri tej prvi zadevi, najprej hvala za vprašanje, seveda Mateju. Prvi del vprašanja se nanaša na to, kam postaviti formo oziroma CTA gumb kot tak. Pa bi mogoče za začetek povedal, da seveda obstajata najmanj 2 načina, in sicer eden je tak, da postavimo formo, gumb, karkoli, nek poziv na sam vrh strani, se pravi temu rečemo above the fold, preden se dejansko stran prelomi. Druga varianta je, da to postavimo nižje na strani, na sam konc, ne na zadnje. Kdaj dati na vrhu, kdaj dati na koncu, nekako, če bi zdaj izrisal tak grafik, bi šel ta graf tako linearno verjetno gor in na levi strani bi bilo, da je gumb, se pravi zgori, kadar je kompleksnost same odločitve za nakup relativno enostavna, zaradi tega, ker uporabnik more pač manj miselnega napora vložiti za to, da se odloči, medtem ko je kompleksnost višja, ko se začne pač, da mora uporabnik res dobiti več informacij, takrat damo pa te gumbe oziroma forme bolj na koncu, zato da uporabnik skozi stran pridobi več teh informacij, ki jih potrebuje za samo odločitev. To je tako čez palec. Seveda, in to statistike kažejo, ne? To kažejo statistike, absolutno. Se pravi, na podlagi raziskav so prišle ven statistike, ki so dale v bistvu to, kar je ravno kar Zoran govoril, ne? Točno to. Tako da tudi nekako mi se tega v agenciji poslužujemo, se pravi, da je prvi pristop takrat, kadar gre za relativno enostavno, pa dajmo kar dati primer, naprimer, da je nek e-book, white paper, ki je v tem smislu, kar uporabnik pač želi zdownloadati, takrat mu želimo čim bolj omogočiti, da to čim hitreje opravi, in takrat bo tudi CTA gumb, morda tudi forma že, pa bom pol tudi več o formah povedal, že na samem vrhu. Vkolikor pa je ta nakupni proces daljši, da se mora odločati, naprimer, da kupuje neko izobraževanje na spletu, ki je vredno 1000 evrov, takrat pa je lahko forma oziroma CTA gumb tudi niže, da vse uporabniku povemo vse ostale informacije, ki bi ga zanimale. Program, kdo vse to priporoča, kdo je avtor in vse to, kar pač paše zraven.
Zdaj, ta drugi del vprašanja je pa, ali formo pokazati, ali dati samo gumb, ki vodi na formo, ali se pravi pomeni, da gre na novo stran, ali pa da se prikaže nek pop-up. Zdaj, to je vedno, na to vprašanje je težko neposredno odgovoriti, se pravi v vsakem primeru zelo dobro testirati. Preden mogoče še v celoti odgovorim, bi še to dodal, da vsakič, ko pride do nekega novega koraka, da se mora uporabniku na novo naložiti neka stran, je sigurno pride do določenega osipa. Zato je z mojega vidika bolje, če je gumb in potem se pojavi nek pop-up, preko katerega lahko uporabnik pač nadaljuje nakup. Zdaj, mi se tudi poslužujemo podobnega principa kot prej, ki sem ga omenjal. Se pravi, če je relativno enostavno, da uporabniku ni potrebno veliko tega miselnega napora vložiti, potem lahko tudi formo prikažemo že takoj na sami strani. Ampak poskušamo se držati pravila, da sta največ eno oziroma dve polji. Se pravi, običajno je to lastno ime in pa elektronski naslov. V primeru pa, da gre za daljšo formo, pri katerem od uporabnika potrebujemo več podatkov, potem je pa bolje, če pač to vodi na naslednji korak. Obstaja pa seveda tudi vmesna kombinacija, ko uporabniku pustimo, da vpiše najprej ime in pa elektronski naslov. Ko klikne na gumb, se mu pa v bistvu zloada nova stran, kjer od njega prosi še ostale podatke. In ker je uporabnik že naredil tisti prvi korak, je izrazil interes, bo pa tudi bolj dovzeten, da te ostale podatke, če jih nujno potrebujemo, tudi do konca izpolni, ker je pač že šel v proces. Zelo dolgo pa zelo kompleksno si odgovoril. Mogoče bi tle tudi rekel, zakaj izbereva tudi vprašanja za najine oddaje. Zaradi tega, ker tako kompleksno, kot je Zoran zdajle razložil, na družbenem omrežju je težko podati tak odgovor v pisni obliki. Zato zelo rada spet to v video zapakirava, ker lahko na bolj poglobljen način odgovorimo in podamo ta odgovor. Zdaj pa najbolje, da gremo na drugo vprašanje, in sicer v tem primeru je Aljoša vprašal, katerega email ponudnika je smiselno izbrati, še posebej na začetku. Se pravi, na začetku, ko se nekdo loteva email marketinga. In kako se izogniti, da email ne pristane v spamu oziroma nezaželeni pošti. Zoran. Ok, moj odgovor na tako vprašanje je relativno enostaven, če moram odgovoriti takoj, ustreliti, in običajno vedno priporočam Mailchimp. Pa bom povedal zakaj. Zato, ker je enostaven za uporabo, se pravi, vsak, ki je kdaj odprl Wordov dokument, je kaj napisal na računalnik, bo znal tudi uporabljati Mailchimp, ker je toliko enostaven. Se pravi, da zgradite, postavite vaše elektronsko sporočilo, vzameš en element, ga povlečeš, ga daš noter v sam dizajn. Se pravi, drag and drop deluje. Druga stvar je full lep, se pravi, je lep, dizajn je všečen. Malo ga je treba oblikovati v ta dizajn. Malo ga je treba oblikovati, ampak vsem sam po sebi je všečen, lahko relativno fulejnih možnosti. Tako, relativno dober email lahko oblikujemo z relativno malo znanja. Potem prijazen je tudi do teh, kako bi temu rekel, odjemalcev za elektronsko pošto. Res je, da se bo marsikdo pritožil, da letijo predvsem na Gmailu v promocije, ampak to ni nujno tudi slaba zadeva, mogoče več o tem ob drugi priložnosti. Tako da Mailchimp hkrati pa, kar se mi zdi zelo pomembno, omogoča tudi precej nekih naprednih funkcionalnosti, in ena izmed teh je sigurno avtomatizacija, marketinška avtomatizacija. Pa mogoče, kar še nisem omenil, seveda na začetku je tudi brezplačen do 500 naročnikov, kar je sigurno plus za tistega, ki je začetnik. Vključno s to marketinško avtomatizacijo, ki je bila v preteklosti plačljiva, zdaj so jo pa vključili tudi v to brezplačno verzijo do 500 naročnikov. Tako da, kaj vse lahko počnemo z marketinško avtomatizacijo? V bistvu gre za to, da z neko logiko poskrbimo, da se elektronski naslovi
sami sprožijo, ko uporabnik naredi določeno aktivnost, ali pa tudi po drugi strani, ko neko aktivnost, za katero mi želimo, da jo on opravi, ni opravil še nikoli ali pa že zelo dolgo ne. In pa mogoče še taka prednost MailChimpa, mislim, da so ravno pred dnevi lansirali, to je, mislim, da so poimenovali MailChimp Brain ali nekaj v tem smislu, in sicer velik poudarek dajejo na to umetno inteligenco, artificial intelligence, ki bo skrbela za to, da bo nam pri pripravi e-mail sporočil in pa te logike v ozadju, kdaj se kaj sproži, pa kaj lahko še nastavimo, v bistvu bo skrbela z nekimi priporočili, zato da so tudi naše marketinške aktivnosti toliko boljše. Seveda pa obstajajo tudi alternative, ki so po večini že na samem začetku tudi plačljive, ne pomeni, da so drastično drage, ampak so sigurno plačljive. In tukaj bi omenil ConvertKit kot enega izmed takih, predvsem če si bloger, če veliko delaš na content marketingu, bo ConvertKit zelo primeren zate, ker je predvsem ta poudarek na avtomatizaciji, na ConvertKitu in pa na sekvencah, se pravi, da uporabniku avtomatsko pošiljamo sekvenčno elektronska sporočila, naprimer na vsake 3 dni, ali pa naredimo celo mogoče nek e-mail course v tem smislu, dolg 14 dni in ga pošiljamo naprimer vsaka 2 dneva. Zato je ConvertKit čudovit. Obstaja tudi... Se pravi, če bi primerjal to, mogoče samo za našega gledalca, če bi primerjal avtomatizacijo od MailChimpa pa avtomatizacijo od ConvertKita, kjer bi dal prednost? Jaz bi dal prednost ConvertKitu, in sicer zaradi tega prvič, ker je dlje časa jo ima. To je ena zadeva, druga stvar je pa pri MailChimpu, vsaj na začetku, sem imel slabše izkušnje, ker marsikdaj se elektronska sporočila niso sprožila. Zdaj verjamem, da ker je minil že kar nekaj časa od tega, da je tega čedalje manj. Je pa res, da je pa po drugi strani slabost ConvertKita, predvsem iz tega dizajn vidika. Se pravi, grajenje elektronskega sporočila na ConvertKitu veliko bolj temelji na tekstu, medtem ko na MailChimpu je pa tudi s temi nekimi grafičnimi elementi, s katerimi elektronsko sporočilo izboljšamo, ga naredimo lepšega. Omenil bi tudi mogoče Aweber, pa Drip. Drip je bil narejen s strani Leadpages, ki je tudi eno izmed večjih podjetij oziroma programov, aplikacij za grajenje pristajalnih strani. Tako da to orodje je primerno predvsem res iz te logike, oni imajo te flowe za avtomatizacijo zelo dobro. Obstajajo pa seveda tudi orodja, ki vključujejo večji spekter, se pravi pokrivajo večji spekter marketinških aktivnosti, naprimer HubSpot, ki tudi omogoča pošiljanje elektronskih sporočil, ali pa recimo Infusionsoft za manjša podjetja je tudi zelo primeren, je zraven tudi CRM in vse to. Ravno to sem hotel izpostaviti. Ta naprednejša orodja, ki si jih zdaj na koncu omenil, imajo pa še to dodatno komponento CRM sistema, ko potem ta naš uporabnik, ki se je prijavil na mail in ko smo mu skozi marketinško avtomatizacijo tudi dodatna gradiva posredovali, tudi nam pride kot znak ven, kdaj je naprimer on bolj pripravljen v nakup in se lahko večji marketinški lijak naredi za tega našega uporabnika. Ampak ja, to so bolj napredni sistemi in tudi zaradi tega tudi dražji glede na število uporabnikov, ki jih imamo na naši mailing listi. Drug del vprašanja je pa bilo, kako se izogniti, da e-mail ne pristane v spamu. Težko je reči, kaj je tisto, kar bo sprožil, oziroma, tako bom rekel, obstajajo določeni kriteriji, ki bom tudi v nadaljevanju povedal, ampak ne morete enostavno preprečiti, da se pa res nikoli ne bi elektronsko sporočilo znašlo v spamu, ker je enostavno verjetno teh kriterijev ogromno. Ok, kaj je tisto, kar sproži, da bo tvoje sporočilo šlo v spam? Eno je siguren neravnovesje med tekstom in slikami. Če je v elektronskem sporočilu, ki ga pošiljaš, ogromen slik, pa zelo malo teksta, je to eden izmed signalov za poštne e-mail odjemalce, da je to sporočilo spam. Potem
to zelo, kako bi rekel, nepredvidljivo oziroma zelo spet dizajn, ki je v neravnovesju, v tem smislu, da so uporabljeni različni fonti, da je velikost fontov drastično različna, tudi mogoče znotraj enega stavka. Samo če pomislite vse tiste phishing maile, ki jih dobite, tiste slabše seveda, ne tiste boljše, kakšni so, koliko so dejansko katastrofa tudi oblikovani. Potem, če se v mailu veliko pojavljajo določene ključne besede, ki same po sebi delujejo spamerske oziroma so zelo tako clickbaitno naravnane. In vse take te manjše malenkosti, ki jih sicer vidite v mailih, ki jih dobite v spamu. To je mogoče najlažje, če greš kar pa odpreš svoj spam, pa pogledaš, kaj vse je pristalo v spamu in se probaš naučiti, kaj oni delajo narobe in boš videl, da sam tega ne smeš več delati. Jaz bi mogoče dodal samo še en človeški dejavnik, se pravi v primeru, da veliko uporabnikov prijavi, da gre za spam, potem ga Gmail ali pa kakšen drug poštni odjemalec avtomatsko uvrsti v to spam oziroma spam map oziroma med nezaželeno pošto. In pa še to lahko dodava, Brian Harris je pred časom naredil eno primerjavo vseh email service providerjev in mogoče lahko damo link, pa tiste, ki vas bo še več zanimalo, bolj natančna primerjava, kaj določeno omogoča in kaj ne omogoča, si lahko pogledate, kaj je imel za povedati. Ok, gremo še na tretje vprašanje. In sicer tukaj je pa Igor vprašal, postavil vprašanje, če se jaz ne motim, imamo danes same moške. Same moške. Tako je. Ok, se pravi, tretje vprašanje. Bi lahko mogoče zaupala, če je to sploh znano, kolikšna mora biti baza všečkov določenega interesa, da ga lahko targetira. Se pravi, Igor sprašuje konkretno za Facebook. Naprimer, sam lahko kontaktiram svojo nišo oziroma targetiram svojo nišo, ne pa direktno konkurence. Logično zaradi nizkega števila všečkov. Je kak prag, naprimer 10.000, 20.000, 100.000 všečkov, ki jih mora stran vsebovati? Kolikor mi je znano, tukaj ni nekega praga oziroma točno določenega števila všečkov, lajkov, da se konkurent ali pa neka specifična znamka pokaže med interesi, ko targetiramo na Facebooku. Niti verjetno tega Facebook ne bo razkril, ker bi bilo pol tudi za nas relativno preveč enostavno, da bi vsi tako targetirali, pa bi vsi samo konkurenco targetirali. Je pa res, da v Sloveniji smo mogoče na ta način prikrajšani, ker se manj slovenskih podjetij pokaže, kakor kakih ameriških, ampak nič za to, vedno obstajajo druge alternativne možnosti, ki so v bistvu celo boljše, ne? Ker targetiranje izključno po interesu se ne izkaže vedno kot najbolj učinkovito. Zakaj? Ker tudi določene interesne skupine, pa dajmo dati eno ful splošno, naprimer marketing ali pa internet marketing, je toliko široka, da enostavno Facebook v to zajame tudi ljudi, ki jih z profesionalnega vidika to toliko ne zanima. Naprimer, damo social media kot interes in Nejc ima lajkan naprimer YouTube ali pa Twitter kanal na Facebooku, ampak v bistvu ga pa ne uporablja v profesionalne namene in Facebook bo tudi njemu kazal oglase, čeprav so zanga z tega vidika nerelevantni. Mene pa bolj zanimajo tisti, ki se mogoče profesionalno ukvarjajo z Twitterjem oziroma v profesionalne namene. In takrat so boljše dve alternative. Če želimo ostati pri interesih, kar lahko naredimo, je, da gremo gledati recimo znamke ali pa osebe, ki so povezane s to znamko, ki jo mi želimo oziroma tem interesom, ki želimo targetirati. Spet, ok, če rečemo social media, namesto da napišemo social media, gremo targetirati ljudi, ki so strokovnjaki z vidika social media, Gary Vaynerchuk, Mary Smith itd. In njih targetiramo, zaradi tega, ker ljudje, ki njih spremljajo, zelo verjetno uporabljajo se pravi družbena omrežja tudi v profesionalne namene. Drugi, mogoče še boljši način je pa targetiranje vse, kar nam omogoča praktično bodisi Facebook Pixel, se pravi vsi ljudje, ki so obiskali našo stran, ki so
naredili na naši strani neko konverzijo, ali pa tisti, ki se vključujejo v interakcijo z našo spletno ali pa Facebook stranjo, našimi objavami, oglasi. Se pravi, targetiranje na podlagi nekega engagementa ali pa preteklih aktivnosti uporabnika na naši spletni strani oziroma na strani Facebooka. Ko si govoril o targetiranju na ta interes, med drugim si po mojem hotel tudi povedati, da je kdaj zelo dobro narediti še ta poglobljeno raziskavo, da ne targetiramo na tisto prvo žogo, ampak če targetiramo, mislim, da so omenili social media, da gremo preko tega in naredimo to dodatno raziskavo in poiščemo dodatne opcije, kako bi še bolj specifično lahko targetirala. Tako da dajte malo več vložka in potem naredite raziskavo in na podlagi le-te targetirajte. Ok, to je to z vprašanji, se pravi, imeli smo 3, postavljite jih še naprej, z veseljem bova takole v kakšni oddaji vsake toliko časa na njih odgovorila. Napišite jih spodaj med komentarje. Naslednjič bomo pa imeli e-mail marketing avtomatizacijo, o kateri je Zoran že danes zelo veliko govoril, tako da spremljajte nas še naprej in se vidimo naslednjič. Ja. Čau! Why?